Vsakič, ko Toyota predstavi nov, zanimiv model, se spomnimo na tisto znamenito izjavo šefa Akija Toyode, ki je rekel, da so dolgočasne Toyote preteklost. In tudi pri tem testu smo se spomnili na to izjavo. Ampak zelo težko bi rekli, da so ji tokrat pri Toyoti v celoti sledili. Corolla Cross je namreč vse prej kot dramatično zanimiva. Ta avtomobil bolj obeta tisti racionalen oziroma razumski nakup. Za nameček se nahaja točno tam, kjer si jo uporabniki želijo, torej v enem najbolj priljubljenih avtomobilskih segmentov ta hip. No, največ pa obetajo tehnične novosti, tiste pri hibridnem pogonu, oziroma na področju, kjer Toyota velja za referenco. No, še preden vse skupaj preverimo, pa kratek opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi objavljenimi testi. Corolla Cross je prvi model, ki ga poganja peta generacija Toyotinega hibridnega sklopa. In glavni cilj izboljšav je bil predvsem izboljšati vozno dinamiko, torej hibrida narediti bolj vozniškega. No pa poglejmo, kako je inženirjem to uspelo. Bencinski del pogona predstavlja dvolitrski štirivaljnik, električnega pa dva elektromotorja. Corolla je namreč poleg prednjega opremljena tudi z dodatnim elektromotorjem na zadnji osi. Slednji ima 30 kW moči in se vklaplja po potrebi, s tem pa zagotavlja dodatno trakcijo oziroma hibridni štirikolesni pogon. Sistemska moč hibridnega sklopa znaša 145 kW in ta, lahko rečemo za ta segment nadpovprečna številka, se za volanom primerno občuti. Tudi pospešek do 100 km/h govori o tem, da je Corolla Cross nadpovprečno zmogljiv avtomobil, saj znaša le 7,5 sekund. No, doslej smo večinoma ugotavljali, da hibridom ustreza umirjena vožnja. Vsaj veljalo je to pravilo. Ampak pri nekaterih proizvajalcih, na primer pri Nissanu in Hondi, so z drugačno zasnovo pogona in softverskimi triki že uspeli zagotoviti tudi boljše vozniške občutke. Gre za več linearnosti, o kateri predstavniki znamk zelo radi govorijo. Linearnost v resnici pomeni občutek, ki ga imamo pri klasičnem pogonu. Gre predvsem za sorazmerno naraščanje vrtljajev motorja v skladu s pospeševanjem oziroma pritiskom na stopalko za plin ter padanjem vrtljajev ob upočasnjevanju. To nekako zagotavlja značilen občutek povezanosti voznikovih dejanj z odzivi pogona. Moč se v primeru Corolla Cross na vsa štiri kolesa prenaša prek ECVT neskončnostopenjskega menjalnika. In to v praksi pomeni zelo tekoče in zvezno pospeševanje, če to pospeševanje le ni preveč dinamično. Toyota je sicer izboljšala številne mehanske dele menjalnika, a linearnost je pri dinamični vožnji ob tovrstnem tipu menjalnika še vedno zelo težko doseči. Tako je slišati blago dinamična vožnja. Zvočna kulisa je še nekoliko bolj rohneča, ko prestavimo v način B. To je način, ki ob odmiku noge s stopalke za pospeševanje samodejno nekoliko močneje rekuperira. A pogon obenem višje drži tudi vrtljaje bencinskega motorja. Tako nam je bila tekom testa bolj všeč ekonomičnost. Beležili smo namreč povprečno porabo le dobrih 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni sorazmerno ugodnost tudi ob relacijskih vožnjah. No, še posebej pa je pogon učinkovit v mestu, kjer se lahko veliko več časa vozimo le na elektriko. Tam smo povprečno porabo brez posebnega truda uspeli znižati celo na 4 litre. Je pa res, da je dosežena poraba močno sorazmerna s preudarnostjo voznika. Pomembno je poskrbeti, da so pospeševanja nežna in predvidevati zaviranja ter morebitna zaustavljanja. Tako bo bencinski motor večino časa ostal izklopljen oziroma se bomo lahko vozili v EV načinu. Preden za vožnjo hibrida dobimo pravi občutek, lahko njegovo delovanje zelo preprosto spremljamo na zaslonu pred voznikom.
Če želimo, da bencinski motor ostane v stanju mirovanja, moramo naša pospeševanja držati v eko območju. Pogonu torej najbolj še naprej ustreza značilna hibridno umirjena vožnja. In temu sledi tudi podvozje, ki je precej mehko nastavljeno. Corolla Cross je namreč eden najbolj udobnih avtomobilov svojega segmenta. Temu sledita tudi visok vozniški položaj in razmeroma dobra preglednost, kar pomeni, da lahko vozno izkušnjo na koncu označimo kot lahkotno in sproščujočo. Corolla Cross se po velikosti uvršča približno na sredino svojega segmenta. No, osnovo si sicer deli s trendovskim terencem CHR, ampak lahko bi rekli, da je po uporabnosti in prostornosti bližje večjemu terencu RAV4. Zame, ki imam 176 cm, je prostora na zadnji klopi povsem dovolj za glavo in tudi za kolena. In tudi kakšna bolj visokorasla oseba bi se uspela stlačiti za moj vozniški položaj. No, okna so razmeroma velika, k dobremu počutju pripomore tudi velika steklena streha, prav tako pa je dovolj tudi odlagalnih mest. Pokažemo vam še prtljažnik, katerega prostornino lahko nekoliko prilagajamo z nastavljanjem naklona zadnje klopi, no, ampak kakorkoli boste ta naklon nastavili, bo prtljažnik svojo prostornino zelo težko prepričal tiste prostorsko zahtevne uporabnike, ki si želijo vozila tega segmenta. Sicer pa je notranjost nekako povzeta po običajni Corolli. Materiali so večinoma robustni, veliko je takšne trde plastike. Še naprej pa Toyota ohranja veliko fizičnih tipk, ki omogočajo preprosto dostopanje do najpomembnejših funkcij. Osrednji zaslon je v primerjavi s prejšnjimi izvedbami pri Toyoti močno izboljšan. Je bliskovito odziven in izjemno preprost za uporabo. No, lahko ga povežemo tudi s pametnim telefonom, v primeru Appla tudi brezžično, ampak že Toyotina navigacija je povezana in nudi tiste najpomembnejše informacije o prometu in koristnih postankih na poti. S Corolla Cross je Toyota uvedla tudi nov digitalni zaslon merilnikov, ampak ta se je tekom našega testa izkazal za manj uporabniško prijaznega. No, največja težava, ki smo jo opazili, je predvsem skritost tistih nekaterih pomembnih funkcij in proces, da pridemo do njih, je sploh med vožnjo precej dolgotrajen. Nabor asistenčnih sistemov ocenjujemo kot nadpovprečno napreden in bogat. Na čelu je pametni prilagodljivi tempomat, ki upošteva tudi topografske podatke in s tem samodejno prilagaja hitrost v zavojih. Sistem vozniku omogoča tudi spreminjanje jakosti prilagajanja hitrosti, kar sami vidimo kot zelo dobrodošlo možnost. Za še boljše delovanje asistenčnih sistemov pa bi si sami želeli samo še kapacitivnega volana. To bi pomenilo, da za nemoteno delovanje ne bi rabili več tistih nadležnih drobnih zasukov. Toyota Corolla je sinonim množičnega globalnega avtomobila. Na ceste v 150 državah po celem svetu jih je namreč zapeljalo že več kot 50 milijonov. Toyota je linijo modelov Corolla vselej dopolnjevala in izpopolnjevala z novimi karoserijskimi različicami. In tako je danes, skladno s potrebami in razmerami na trgu, napočil tudi čas za Corollo v izvedbi športnega terenca. No in tudi po zaslugi priljubljenosti tovrstnih avtomobilov bi lahko to legendarno ime tudi v bodoče ohranjalo svoj primat. Corolla Cross je na nekaterih svetovnih trgih na voljo že približno 2 leti. In prav zato morda ta model na prvi pogled ne izgleda najbolj svež. Ampak mi menimo, da tisti najpomembnejši del, tehnični del, na čelu s hibridnim pogonom, je dovolj prepričljiv in dovolj sodoben, da bo imela Toyota za naslednje obdobje v tem zelo priljubljenem segmentu zelo kompetentnega predstavnika.